V današnji avtomobilnosti vas seznanimo, da so eko različice začele dobivati ugodnejšo ceno. Jeepa izpustimo iz mestne kletke nazaj v divjino, Mazda pa se odpove tekmi s Focusom. Vozili smo tudi najbolj ekskluzivnega Porscheja. In tu je tudi vrsta zanimivih novičk, od hodečih robotov do neugodne statistike. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Zgodilo se je to, kar smo napovedali že pred dobrima 2 letoma. No, ni se še čisto zgodilo, se pa dogaja. Če smo včasih šli v salon in izbirali samo še potem, ko smo se odločili za model med bencinskim in dizelskim, se danes tukaj zgodba ne konča, ampak se šele začne. Ja, zdaj lahko izbiramo tudi med barvami. Ne, šalim se. Agregatov je toliko, kolikor imamo prstov zdaj že skoraj na obeh rokah. Imamo dizelskega, bencinskega, znotraj teh seveda vse motorske različice in pa seveda hibridi. Priključni hibridi, mili hibridi, blagi hibridi, navadni hibridi. No, največje blagovne znamke, najbolj uveljavljena imena že ponujajo tudi v naših salonih, torej tako pestro izbiro agregatov. Pa, ko si že pomenil, da je ravno barvo. Henry Ford je rekel, čisto vseeno mi je, katere barve model te vzamete, dokler je črne barve. Tak bogat nabor je bil. Danes pa je Ford eden izmed tistih velikih proizvajalcev, ki ponuja v svojih salonih že vse te motorne različice. In ko so ravno pri Fordu, ta dva zadaj nista črne barve, ampak sta pa ravno obratno, kar se ogljičnega odtisa tiče. S tem gre Ford izrazito napadalno v smer elektrifikacije. Tudi z Mondeom, ki si ga poglejmo bolj podrobno. Mondeo je ena izmed najmočnejših blagovnih znamk, ki jih imamo v Evropi. Je prav tako v Sloveniji ena izmed najbolj prodajnih modelov, ki jih imamo v našem portfoliju. Do tega trenutka, preden smo začeli v Evropi z hibridizacijo in elektrifikacijo, dominira prodaja dizelskih agregatov. Zdaj pa z novo strategijo električnih vozil, tudi za Slovenijo menimo, da je novi Mondeo hibrid odlična alternativa predvsem tistim dosedanjim kupcem dizlom, ki ne delajo dolgih razdalj. Namenjen je nekomu, ki je že sedaj zelo ekološko osveščen, ki del dnevnih voženj upravlja v mestu, v urbanem okolju, saj nekaj delež voženj upravi pri nižjih hitrostih, v zastojih. Novi hibrid Mondeo mu omogoča, da skoraj 60% svojih dnevnih voženj lahko upravi v električnem načinu vožnje. Ampak pri avtomobilnosti stroške lastništva računamo še bolj natančno. Kot veste, pri vsakem testu naredimo celoten pregled vseh stroškov, ki jih boste vi kot lastnik avtomobila v kasnejši rabi avtomobila tudi občutili na denarnici. Računamo pa na 15.000 prevoženih kilometrov na leto, 75 v 5 letih in vse stroške, ki pri tem pridejo. Ampak preden greva k tem številkam, še ena zanimivost, kako so se recimo pri prodajalcih lotili prodaje tega novega hibrida. Če primerjamo motorne agregate po recimo kilovatih, bencinski 1,5 litrski motor vas bo prišel nov 27.000 evrov. Dizelski 2.0 motor vas bo prišel 31.000 in takle hibrid, ki je primerljiv po moči, 28.000 evrov. Se pravi, tisočaka več kot bencinski, kar pa je razlika, ki je v tem segmentu nismo tako zelo vajeni. Ne, še nekaj. Ni treba biti prav raketni znanstvenik, da bi ugotovil, da je Ford z tako postavitvijo osnovne cene za hibrid šel pravzaprav zelo napadalno, da je tukaj spustil ceno maksimalno in s tem zelo pripomogel, da se, ko boste šli v salon in odločali o tem, da vzamete dizel ali bencin, da vam hitro skoči ven v ceniku tudi hibrid. Ampak preden gremo k številkam in ker stojiva med dvema Mondeoma. Mondeo je bil prvi avto, ki se je zapeljal pod Rokavskim prilivom. Preden je bila proga narejena. Sploh še tunel, ravno to, ki je bil narejen, da je Mondeo lahko šel skozi. In to na poti iz Londona v New York po kopnem. Čez celo Sibirijo, na Aljasko in čez celo Ameriko in Kanado do New Yorka. Mondeo je Bondov avto in Mondeo je bil avto leta. No, počakaj, preden se mi kolena povsem pošibijo, greva preračunavati. Za 5 let in 15.000 na leto, kar skupaj znese v obdobju 75.000 km, bencinski avto vas v tem primeru, bencinski Mondeo, stane 529 evrov. Povsem primerljiv Mondeo z dizelskim agregatom
564 evrov, kar je 35 evrov več. 35 evrov več, in pa hibrid 498 evrov na mesec, kar je 31 manj od bencinskega. Če gremo na daljše obdobje, za 20 000 km v 5-letnem obdobju, kar znese 100 000 km, pa vas bo bencinar prišel 580 evrov. Dizel 604 evre na mesec, Kar je 24 evrov več kot bencinski motor, in pa hibrid 532 evrov, kar znaša 48 evrov na mesec manj, kot bi vas prišel najboljša opcija med benzinskim in dizelskim, se pravi bencinski motor. In če gremo na 30 000 na leto, v tem 5-letnem obdobju naredite 150 000 z avtomobilom in tukaj se zgodba že povsem obrne. Pri takšni kilometrini vas pride bencinski Mondeo v tem obdobju 5 let 693 evrov na mesec. primerljiv dizelski Mondeo stane 533 evrov na mesec. Tukaj je razlika občutna. 160 evrov na mesec in to v obdobju 5 let, kar je kar veliko. No, pri hibridu je številka 622 evrov, kar pomeni, da se klasificira ravno nekje vmes med bencinski in dizelski motor. In če zdaj potegnemo črto še pod tem novim hibridom, ugotovimo to, kar hibridi pravzaprav ves čas sporočajo, njihovo osnovno mantro. Če se vozite večinoma v mestu ali na primestnih relacijah in če na leto ne prevozite več kot 20 000 km, je hibrid lahko zelo zanimiva alternativa dizlu, še posebej, ko ima ugodno vstopno ceno. Verjetno pa vas tudi zanima, kako dobro ohranjajo vrednost. No, pri Eurotaxu za vsak avtomobil za prevoženih 15 000 na leto v obdobju 5 let tudi izračunamo vrednost. In zanimivo je, da včasih je sicer veljalo, da dizli bolje ohranjajo vrednost, se je zdaj trend obrnil. Dizelski Mondeo bo v takšnem primeru ohranil 45% vrednosti, bencinski 49%, hibrid pa 50%. Mazda 3 je še eden vzorčnih avtov, ki kažejo aktualne trende v avtomobilizmu. Kajti trojkina oblika je točno takšna, kot jo danes kupci zahtevajo. Kdor danes ne kupi SUV-ja ali nečesa nepopularnega, zagotovo kupi nekaj športnega. Skoraj izključno se tako danes kupujejo zgolj vizualno strastne različice, razne tako imenovane GT-Line, ST-Line, R-Line in podobne različice. Da je športen videz danes pravzaprav ključnega pomena, so pri Mazdi vzeli zelo resno. Saj smo res že navajeni, da so Mazdine maske gepardovsko napadalne, a tisto, kar tokrat še posebej vznemiri ali pa vsaj preseneti, je mišičast zadek. Hladnega vas nova trojka preprosto ne bo pustila, pa četudi v za naš okus ponesrečeni sivini. A še bolje novo dejstvo, da ta kupejevsko športna oblika pobere davek v kabini. Tega od Mazde nismo pričakovali. Na zadnji klopi je utesnjeno, pa niti ne v centimetrskem smislu, gre predvsem za občutke utesnjenosti, zaradi nenormalno ozkih oken so se naši otroci recimo počutili kot v tanku. To lahko polarizira oziroma klasične kupce tovrstnih kombi limuzin pošilja v druge avtomobilske segmente. Tu je Mazda izbrala brezkompromisno pot, kar pa seveda ni kritika, ampak zgolj pojasnilo, da boste vedeli, kaj pričakovati. Občutki so seveda izrazito športni tudi za volanom, a vozniki si ponavadi teh želimo bolj kot pa sopotniki. Vozniki za volanom radi postanemo eno z avtomobilom in v tem pogledu nova trojka zablesti. Avto je izredno miren v ovinkih, še posebej v hitrih, dolgih ovinkih gre trojka kot po tračnicah. In kako zelo voljno gre v ovinek. Natančno tja, kamor voznik želi. Definitivno je to eden najbolj vozniških avtov ta hip. Zagotovo je na ravni trenutnega razrednega prvaka Focusa, s katerim pa po novem sploh ne tekmuje več. S prefinjeno, urejeno kabino namreč trojka povsem jasno cilja celo k premijskim članom te velikostne druščine, torej na Bavarsko in k Švabom. In ko končno v notranjosti začutiš ta Mazdin premik od klasične k nemški trojici, tudi razumeš, zakaj je nova trojka oblikovana tako zelo izrazito čustveno in neracionalno. V premijskem segmentu so pravila zelo, zelo drugačna. V nadaljevanju oddaje se posvetimo džipu, ki noče biti zgolj mestni šminker, ampak v najbolj eko verziji postaja najbolj kleni predstavnik družine. V novicah govorimo o nogometnem kiču, blišču Skomskega in GTI fanatikih z Vrbskega jezera. In privoščimo vam pašo za oči. Vozili smo Porscheja za zbiratelje.
Zdaj pa se bomo zapeljali z Jeepom Renegadeom in sicer po Italiji, kjer jih je veliko tudi sicer na cesti in tudi po Sloveniji. Čeprav postaja Jeep vedno bolj urbani terenec, pa bi bilo z njim nekaj zelo narobe, če ne bi bil še vedno čistokrvn terenski terenec. We feel the responsibility of being able to keep the SUV alive and make it evolve to the evolution of what our customers are waiting for and asking for to us. So the no-compromise approach we are taking to developing our cars is make the new Jeep perfect for the road on a day-by-day usage, but keep the capability as a core of the value of Jeep. You can take this car, go in the middle of nowhere in a weekend, go canoeing, surfing, and you can still do it as you did starting from 78 years ago. Nauk tokratne zgodbe je torej povsem enostaven. Jeep se je sicer res uklonil željam množic v mestih, a divjina ga kliče. Ne zaprite tega kužka v mestno kletko, privoščite mu, da se gre sprostiti v naravo, doma je v gozdovih, na kamnih in v blatu. Jeep je sicer lepo vzgojen pes, ohranja pokončno držo in vestno Boga. A naj bo ta zgodba opomnik, da ne imejte svojih džipov samo za paradiranje po mestnih ulicah, vaš najboljši prijatelj ni srečen, dolgčas mu je. Dajte ga vsaj občasno umazati in zmatrati. Ima preveč energije, kot pravimo, ta energija pa se v primeru tokrat preizkušenega Renegada izraža v vrtljivem stikalu in v tipki, ki je terenski zelenci pogosto sploh ne poznajo. Zmogljiv štirikolesni pogon in reduktor. Za to gre pri Jeepu. Vozila s štirikolesnim pogonom na urejenih cestah zelo težko dobro izkoristimo. Vsaj za tisto, zaradi česar so bili prvotno narejeni. In kdo drug kot Jeep nam lahko pokaže, česa zares so sposobna njihova trailhawk vozila. Resnica seveda boli. Da lahko danes Jeep ustrezno sprosti svojo odvečno energijo, mora na igrišče. Recimo v peskovnik na severu Italije, kot v našem primeru, v blatno lužo. Med stroje za razrez marmorja na vrh pečine. Čas je torej, da kamenčki poletijo po zraku. Seveda tudi Jeep vstopa v novo dobo, v električno dobo, a na svoj način. Ponuja bo 30 električnih kilometrov, na elektriko bo lahko drvel tudi 130 km/h. Toda ti podatki ne dajo prave slike, zakaj v resnici gre. Plug-in bo namreč še bolj pravi Jeep. We know electrification is a must, but it's not just a must in terms of manufacturers are doing it. It's a must because the customers are willing to have something more. So we created the Renegade 4x4e to the concept of more. The car will be the most powerful Renegade, more capable than the current mechanical 4x4 Renegade. So we presented Renegade 4x4e in Geneva on the Trailhawk version because it's still the most capable Renegade ever, actually better than the current one. Z Jeepom pa so povezane tudi naše MMC novice, ki si jih lahko vedno preberete in seveda sledite dogajanju na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. No Jeep, sicer skupina Fiat Chrysler Group, v katero Jeep spada, se spet povezuje. No, že pred časom so iskali sorodno dušo pri drugih Francozih v skupini PSA. Zdaj pa se zdi, da se bo simpatija rodila z drugim francoskim konglomeratom Renault Mitsubishi Nissan. Če bo res kaj iz tega, bo nastal eden največjih avtomobilskih koncernov. Glede ameriško-italijansko-francosko-japonske združitve morda samo še tole. PSA-jev šef Portugalec Tavares, ki je bil za koncern FCA prva izbira, zdaj svari svoje kolege, da bo v tem poslu pridobil kvečemu Fiat Chrysler. Trdi, da so bili izbrani le zato, ker so zaradi zdrah svojega predsednika Carlosa Ghosna oslabeli. Toda številni analitiki menijo drugače. Ideja o novem konglomeratu za Tavaresa pomeni izgubljeno priložnost. Pravijo, da mu ne preostane drugega, kot da se morebiti res veže na Jaguar Land Rover, kot se vse bolj na glas sušlja. Mimogrede, ta indijsko-angleška družba poroča, da so končno dobili ekstra milijardo kapitala, ki jih bo rešila pred zlomom. Ne povedo pa njenega izvora, zato analitiki dvomijo o rešitvi problema.
Prvi mali avto, ki bo imel kamere namesto zunanjih ogledal, ne bo Mini, ampak Mini električna Honda. Je pa moral mali Mini vznemiriti Volkswagenove inženirje, saj je z električno različico vlekel letalo. Ne ravno gigantskega jumbo jeta, kot pred leti Touareg, a nekaj manjši Boeing se vendarle ne zdi bistveno manjši uspeh. A kaj bi to? Kot kaže, bodo v prihodnosti letala vlekli hodeči robotki. In ko smo že pri robotih, podoben hodeč robotek je našel službo pri Fordu oziroma pri njegovih dostavljalcih paketov. Igralec ameriškega nogometa Odell Beckham je svojemu kičasto-oranžnemu Cullinanu namenil malce drugačnega angelčka na maski, takšnega z žogo. Figuro je sicer izgubil še kak Rolls-Royce pred njim. Pred davnimi leti so jo angleški lovci recimo nadomestili z jelenom. In ko že gledamo daleč nazaj v preteklost, naj vas spomnimo na festival elegance Villa d'Este ob Komskem jezeru, kjer se je tudi letos zbrala množica tistih z debelimi denarnicami in ljubeznijo do lepih avtomobilov. Med množico kategorijami nam je najbolj v oči padla nagrada po mnenju mlade aristokracije, mlajše od 16 let. Izbrali so za današnje odrasle oči dokaj kičastega Lamborghinija. Če to napoveduje novo modo, si ne upamo soditi, je pa res, da je v enako oglatem stilu 70-ih let oblikovana tudi izgubljena Bertonejeva študija BMW Garmisch, ki so jo v Münchnu pripravili za to imenitno razstavo. A če se vrnemo k kičasto-oranžni barvi, ta je navdihnila tudi češke dijake, ki so v okviru svoje prakse pri Škodi oblikovali koncept, ki so ga poimenovali Mounty Axe. No, Volkswagenovci so bili drzni na drugačen način, Golfov zadek so opremili z glasnim glasbenim predvajalnikom, ki ga upravljajo hologramsko. Seveda so ga naredili za potrebe srečanja ob Vrbskem jezeru, kjer se vsakega maja zbere množica ljubiteljev treh črk G, T in I. Tuninga povsem drugačne sorte pa so se lotili Seatovci. Za potrebe vseh možnih simulacij v razvoju so začeli uporabljati najbolj zmogljivi računalnik v Španiji, 7. najbolj zmogljivega v Evropi. Močan je kar za 40.000 povprečnih osebnih računalnikov. In nadaljujemo s superlativi. SF Nic Stradale je ime novemu najmočnejšemu serijskemu Ferrariju. 986 vrancev skupaj zbereta 8-valjnik in elektromotor. Pri čemer je še bolj bistveno, da je to hkrati prvi priključno hibridni Ferrari, torej lahko pelje tudi samo na elektriko. Na Otoku pa so nam tokrat priskrbeli več zanimivih raziskav. Ugotavljajo recimo, da se znižujejo zavarovalniške premije za varnostno bolje opremljene avte, a hkrati občutno dražijo zavarovanja za tiste avte, pri katerih ugotavljajo redne tatvine prek prestrezanja signala brez stičnih ključev. Ugotavljajo tudi, da kar 75 uporabnikov svoje električne avtomobile deloma polni prek neustreznih električnih podaljškov. Hkrati pa se hvalijo z neuporabnim podatkom, da je na britanskem otočju že več javnih električnih polnilnic kot je bencinskih servisov. Otočani standardizirajo način plačevanja parkirnine po vsej državi, pomenljiv pa je tudi podatek, da policisti skoraj 18% vinjenih voznikov ustavijo dopoldne potem. Na MMC-ju pa vas velikokrat vprašamo tudi po kakšnem mnenju oziroma vam postavimo anketo. Tokrat smo vas spraševali, ali zase menite, da ste dober voznik oziroma voznica. 88% vas je odgovorilo z da. Zdaj pa, veliko je bilo komentarjev, da je to neumno vprašanje, kot če bi človeka vprašal, ali je pameten ali neumen, da seveda bo večina odgovorila, da je pameten. Zato smo si podrobno pogledali tudi komentarje, nekateri so bili zelo zanimivi. Meni je ostal najbolj v spominu tak, v katerem pravi, jaz sem slab voznik, ki se počutim ogroženega od vseh tistih 88% dobrih. No, pa še en je bil zanimiv, ki je v stilu ne počnite tega doma napisal, da če mu uspe na vsaki cesti za 50% prekoračiti hitrost, potem je verjetno dober voznik. Gremo z vprašanji naprej. Tokrat vas sprašujemo, kako dober voznik ali voznica je vaš partner ali partnerka? Zanimivo vprašanje, če ste mislili, da smo se najprej obrnili samo nase, zdaj poglejmo malo naokoli. Da pa res preverite, kako dober voznik ste, pa lahko obiščete turnejo mobilnosti, ki je te dni v krajih okrog vas in morda jo celo ujamete. Če pa ne ujamete te, ki je mobilna, pa lahko vedno znova pridete v Triglavov Lab, tukaj v Ljubljani, in se preverite na simulatorju vožnje. V Zavarovalnici Triglav Varnosti posvečamo veliko pozornost. Udejstvujemo jo tudi skozi razne preventivne akcije, še posebno pozornost pa namenjamo tistim, ki skrbi za varnost v cestnem prometu.
tako v bistvu že kar nekaj let skrbimo skozi akcijo Skupaj za večjo prometno varnost. V sklopu leta postavljamo pametne prikazovalnike Vi vozite in sisteme Capsen Trail in Capset Road. Vključno z letošnjo sezono jih bomo postavili že več kot 100. Ko so našega najboljšega boksarja vseh časov, Dejana Zavca, vprašali, kaj je boks, se je Mr. Sympathicus v odgovoru naslonil na Malega princa in rekel, da je bistvo očem skrito, da to, kar vidimo med dvema borcema v ringu, da je to samo delček tega, kaj se dogaja. Če mislite, da se na boks naslanjamo zaradi avta v ozadju, ki ima vgrajen v zadnjem delu boksarski agregat, se motite. Bistvo je očem skrito. To je Speedster. Da bi ujeli bistvo, ki je očem skrito, moramo v času nazaj na konec druge svetovne vojne. Takrat je Ferry Porsche, mlad start-up podjetnik iz Nemčije, imel eno genialno idejo in en problem. Imel je idejo, da je trg pripravljen za lahek, zanesljiv športen avto, ki ga sam na trgu ne najde in misli, da bi ga bil sposoben narediti. Problem pa je bil, da je njegov oče bil takrat v Franciji v zaporu. Njegov oče ni bil kdorkoli. Njegov oče je bil tisti prvi avtomobilski Porsche, ki je naredil hrošča, pa električni avto, pa prvi hibridni avto, se pravi človek genialnega inženirstva. Očetov nemirni inženirski duh pa je več kot očitno preskočil na sina. Ker po drugi svetovni vojni v Nemčiji za mladega podjetnika z očetom v zaporu ni bila najbolj ugodna podjetniška klima, je Ferry svojo vizijo začel graditi v garaži v naši soseščini. V avstrijskem Gmundu, slabo uro vožnje od Kranjske Gore, je namreč nastalo prvih 50 Porschejev. Ker za bolj resen zagon podjetja ni imel denarja, je bil vesel prav vsakega kupca. In ena izmed njegovih prvih kupcev je bila Jolanda iz Züricha. Zelo zanimiva ženska, ki je rada letela z jadralnimi letali in potovala po Afriki. Kupila je njegov praktično prototip enega izmed prvih Porschejev, danes ga najdete v muzeju Porschejev, mu s tem omogočila nekaj začetnega kapitala, drugi pravi veliki investitor pa je šele prišel. In ta je prišel iz kje drugje kot iz Amerike. Max Hoffman, prodajalec avtomobilov iz New Yorka, sicer pa avstrijski izseljenec in velik ljubitelj športnih avtomobilov, je v majhnem in pohlevnem športnem avtu videl potencial. Poklical je Porscheja in mu rekel, da bi jih začel uvažati v Ameriko. Ferry je rekel, joj, ne vem, nisem prepričan, ampak če bi jih vi prodali, recimo enih 5 na leto, bi si v ta posel upal iti. In prodajalec iz Amerike mu je rekel, Ferry, poslušaj, če jih ne prodam 5 na mesec, jaz ne grem v ta posel. Med mladimi, ki so radi tekmovali v soboto in nedeljo za poceni zanesljivi Porscheji, v ponedeljek pa se z njim peljali v službo, ker namreč prvi Porscheji v Ameriki so stali pod $3000, so bili zelo zanesljivi in zelo dostopne cene. No, izmed teh fantov je bil eden daleč najbolj medijsko privlačen. James Dean. The Speedster variant of the 911 is a very exclusive one that happens not very often, what we can see in the cars behind us. So it's always a very special moment in the history of a 911 if we decide to make a Speedster. There must be a special occasion. This time it was the 70th birthday of Porsche, and we decided to make from a 991 generation a Speedster. Who is the typical buyer of Speedster? Honestly, I would say it's collectors. It's definitely the top rank of our customers. We have a lot of fans meanwhile, and as it's a limited car, immediately we had a lot of requests from our well-known collectors that are looking for such a car. Zdaj pa še bonus za mojega prijatelja Davida. Ko govorimo o Speedsterju, govorimo pravzaprav o preteklosti in o tem, kako je Porsche za hip poskušal ustaviti čas. In David večkrat na
včasih bolj, včasih manj prijazne načine pove, kako velika časovna razlika je med nama. David, tole ni avto zate. Je bolj analogen kot digitalen. To ni avto za ljudi iz digitalnega časa, za recimo Instagram influencerja. To je avto za moške stare šole, analogne, z ročnim menjalnikom in z elektroniko, ki zelo pozno prime. Za moške z dobrim starim občutkom. Andrej, ampak te moram razočarati, to tudi ni avto zate. Če bi bil dobro podučen pri naših severnih sosedih Avstrijcih, potem bi vedel, da kabriolet dvosed kupiš takrat, ko gredo otroci od hiše, ko že maturirajo, diplomirajo in ko si v penziji. In imaš sive lase. Se pravi, sem jaz bližje kot ti. Pa tudi 1948 so jih samo naredili tako, da bi težko do njega prišel otroč, dolgo ne bojo maturirali. Čeprav, veš, tisti, ki imajo veliko denarja danes, dajo otroke šolati v tujino, ne? Ja, in jim potem nič več ne ostane. Ga bomo pa na vsak način lahko še vedno gledali po televiziji, morda celo naslednji teden in pa seveda sledite nam še na Instagramu, YouTubeu in pa Facebooku. Se vidimo.